milosti, polno Gospode s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je stan tvojega telesa, Jezus, ki je tebi devica v nebesih kronal. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Dragi svojci, v Sinov zvuči, Kristus križani in od mrtvih vstali na slavi, pridite k meni vsi, ki ste žalostni, in jaz vas bom potolažil. V spomin našega krsta in v znamenje upanja, da bo Bog pokojnemu Bohdanu in nam vsem dal novo in neumrljivo telo, blagoslavljen do telo v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Iz globočine te kličem, Gospod, usliši moje molitve. Iz globočine te kličem, Gospod, usliši moje molitve. Iz globočine te kličem, Gospod, usliši moje prošnje. Prosim, skrbno me poslušaj, ne presliši mojega upitja. Iz globočine te kličem, Gospod, usliši moje molitve. Gospod, če boš gledal na pregrehe, kdo bo mogel ostati? Toda ti grehe odpuščaš, da bi ti v spoštovanju služil. Iz globočine te kličem, Gospod, usliši moje molitve. Upam Gospoda, zaupam v njegovo besedo. Z vsem srcem pričakujem Gospoda, bolj kot stražniki jutranjo zarjo, naj Božje ljudstvo pričakuje Gospoda. Iz globočine te kličem, Gospod, usliši moje molitve. Gospod je usmiljen, tako rad vsem odpušča, samo on bo rešil svoje ljudstvo vseh njegovih grehov. Iz globočine te kličem, Gospod, usliši moje molitve. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in v veke. Amen. Iz globočine te kličem, Gospod, usliši moje molitve. molitve. Usmiljeni Bog, prosimo te za našega brata Boga. Na zemlji si ga poklical v svojo cerkev, sprejmi ga v kraljestvo miru in luči in pridruži ga svojim svetim in izvoljenim. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Molimo tudi za žalujoče domače. Oče usmiljen in Bog vse tolažbe, z večno ljubeznijo nas ljubiš in senco smrti spreminjaš v zadnjo novega življenja. Prosimo te, ozri se na vse, ki žalujejo za pokojnim, da se bodo iz teme in žalosti dvignili luč in mir. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Gospod, daj mu večni mir in pokoj, In večna duša in sveti. naj počiva. Amen.
Očeta in Sina in Svetega Duha. Mir z vami. Lepo pozdravljeni tukaj v naši novogoriški konkatedrali. Gospod nadškof iz Gorice in naš koprski škof, predstavnik pravoslavne cerkve, dragi bratje in sestre. Poslavljamo se od duhovnika Bogdana. Bil je zanimiv človek, poln idej, navdiha in vzor upanja. Smo v svetem letu, ko smo romarji upanja. In končna postaja je pri nebeškem očetu. Tja se je vrnil in imamo priprošnjika več. Umrl je blagohotno, bolezen je pač bolezen, vendar zadnji trenutki so bili spokojni. Naj bo takšno tudi naše življenje. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, dobrega pustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, zame in svetnike in tudi vas prosite za Boga nebeškega očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas prevedi v večno življenje. Molimo. O Bog, Ti si vir usmiljenja do grešnikov in sreča svetnikov, našemu bratu duhovniku Bogdanu, ki ga danes svetimi opravili pokopavamo, daj blaženo plačilo med svetniki in izvoljenimi, da dan vstajenja ga obudi in pokliči pred svoje obličja, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekoma. Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Timoteju. Dragi Timotej,
Rotim te pri Bogu in Kristusu Jezusu, ki bo sodil žive in mrtve, pri njegovem prihodu in njegovem kraljestvu. Oznanjuj besedo, vztrajaj v ugodnih in neugodnih okoliščinah, prepričuj, grajaj, spodbujaj z vso potrpežljivostjo in poučevanjem. Ti pa bodi vsem trezen, pretrpi nadloge, opravi poslanstvo evangelista in izpolni svojo službo. Jaz se namreč že darujem in prišel je čas mojega odhoda. Dober boj sem izbojeval, tek dokončal, vero ohranil. Odslej je zame pripravljen venec pravičnosti, ki mi ga bo tisti dan dal Gospod, pravični sodnik. Pa ne le meni, marveč vsem, ki z ljubeznijo pričakujejo njegov prihod. Božja beseda. Gospod z vami. Iz svetega Evangelija po Mateju.
Isti čas je Jezus rekel svojim učencem: ko pride Sin človekov v svojem veličastvu in vsi angeli z njim, takrat bo sedel na prestol svojega veličastva. Pred njimi bodo zbrani vsi narodi in ločil bo ene od drugih. Tedaj bo kralj rekel tistim, ki bodo na desnici: pridite blagoslovljeni mojega očeta, prejmite v posest kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta. Kajti lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti, tujec sem bil in ste me sprejeli, nag sem bil in ste me oblekli, bolan sem bil in ste me obiskali, uječi sem bil in ste prišli k meni. Tedaj mu bodo pravični odgovorili: Gospod, kdaj smo te videli lačnega in te nasitili, ali žejnega in ti dali piti? Kdaj smo te videli tujca in te sprijeli, ali nagega in te oblekli? Kdaj smo te videli bolnega ali uječi in smo prišli k tebi? Kralj jim bo odgovoril: resnično povem vam, karkoli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili. To je Kristusov evangelij. Spoštovani gospod goriški nadškof Karlo Roberto Marija Radeli, generalni vikar koprske škofije monsignor Slavko Rebec, škofovi vikarji, tukajšnji konkatedralni župnik Milan Pregl, colski župnik Peter Črnetič, spoštovani duhovniki, redovniki in redovnice, sorodniki pokojnega duhovnika Bogdana Vidmarja in prijatelji, spoštovani predstavniki družbenega in kulturnega življenja, dragi bratje in sestre. V Kristusu, ki je trpel, umrl in vstal, vas tudi jaz sedaj pozdravljam. Grazie Carlo Fratello Arcivescovo di Gorizia, Monsignor Carlo Roberto Maria Radeli per essere venuto al funerale insieme ad alcuni sacerdoti ed altri fedeli onorando così la persona del sacerdote Bogdan e la sua opera, redendo grazie al buon Dio per lui. Z vero do našega odrešenika Jezusa Kristusa in z globokim spoštovanjem do rajnega duhovnika Bogdana Vidmarja smo sedaj tukaj, ob njegovem mrtvem telesu v cerkvi Kristusa odrešenika tukaj v Novi Gorici, da pri sveti Euharistiji dobremu Bogu damo zahvalo za dar Bogdanovega življenja in duhovniškega poslanstva. Še en duhovnik koprske škofije je svoj boj dobro izbojeval, tek dokončal in vero ohranil. Trostopensko valovanje boja, življenjskega teka in verovanja je pravzaprav značilnost vsakega krščenega, ki hojo za Kristusom zame kot svojo temeljno odločitev. Ni krščanstva brez boja, vsakodnevnih odgovornosti, naporov in preizkušenj, vere in končno nebes. Dober boj je mogoč samo, če občudujem to, za kar se borim, in naredim vse, da bi to tudi dosegel. Temeljne človekove vrednote, kot so vera, pravičnost in resnica, nas določajo v naših izbirah in potem tudi v ustvarjanju. Iz tega potem nastajajo normalne in zdrave človeške skupnosti. Apostol Pavel je bil misionarski apostol. Kristus mu je bil vse. Oznanjevanje Kristusa, trpljenje za Kristusa, pridobitev ljudi za Kristusa, vse to ga je spremljalo pri njegovem dobrem boju, teku in verovanju, da bi dosegel venec pravičnosti. Zaradi Kristusa je Pavel zavezal cerkev, da je tudi ona misionarska.
V svojem misionarjenju je Cerkev v nenehnem boju za novo življenje in novo skupnost, ki pomeni Božje kraljestvo med nami. V tem boju tudi sedaj vse kaže na to, da nismo zmagovalci. To močno občutimo tudi z bojem za človeško in dostojno umiranje. Zdi se, da nam ne gre dobro od rok, vendar bomo zmagali, ker smo že zmagali. Naša vera, da bomo živeli s Kristusom v njegovi slavi, že pomeni našo dokončno zmago. Naš Bogdan je to čudovito pričeval. Imel je vse razloge, da bi šel v tujino in tam zaprosil za pomoč pri prostovoljnem končanju življenja. Vendar kaj takega mu nikdar ni prišlo na pamet. Zelo je trpel, a mi nismo vedeli, kako je trpel. Rad je živel, zdrav in bolan. Rad je živel, ker je imel kaj početi, zdrav in bolan. Imel je smisel. Vedel je, zakaj je zdrav in spoznaval je, zakaj je bolan. Zdrav in bolan, vsem je bil ves Kristusov. Bogdan je vedel, da ni samo svoj, ampak je predvsem in popolnoma Kristusov. Od Kristusa na križu je Bogdan pridobival misel in spoznanja, zakaj in čemu trpi in kako naj trpi. Bogdan nam je dal vedeti, če sem Kristusov, bo on zame poskrbel, v zdravju in bolezni. Kristus bo vse naredil tako, da se bo moje življenje izteklo v večnost in me bo tam ovenčal z vencem pravičnih. In v tem boju je vera odločilna. Vključuje evangelij in vse, kar prihaja od Kristusa. Gre za življenje, ki ima novost, ki se ji pravi vstajenje in večnost. Od Kristusovega vstajenja naprej je stvarstvo usmerjeno k novemu nebu in novi zemlji, ki se bosta zgodila ob vesoljni sodbi. Eshatološkost naše vere nikogar ne pušča brez odgovornosti za svoje zveličanje in zveličanje drugih. Vera nam daje poslanstvo. Poskrbi, da boš prišel ti in tisti, ki so s teboj, v srečno in blagodejno večnost in boš postavljen na desnico Božjega veličastva, ker boš skupaj z brati in sestrami po veri proslavljen z vencem pravičnosti. Bogdanova pot se je pričela 14. februarja 1965 v župniji Col. Mašniško posvečenje je prejel v zarji vojne za svobodno in demokratično Slovenijo 29. junija 1991 v Kopru. Duhovniško službo je opravljal kot kaplan v Postojni, nato je bil 2 leti kaplan v Novi Gorici in sicer od 1994 do 1996, potem je šel za 3 leta za župnika Slovensko Istro, Movraž, Kubet, Sočerga, Pregara in med letom 1999 in 2003 je na Salesianski papeški univerzi v Rimu uspešno zaključil podiplomski študij pedagogike. Od leta 2003 do 2012 je bil župnik v Podragi, vmes duhovni vodja na Škofijski gimnaziji in Malem semenišču v Vipavi od 2003 do 2010. V letih 2012 do 2016 je bil voditelj pastorale študentov in izobražencev v Škofiji Koper ter duhovni pomočnik v Kopru in od leta 2016 do 2021 je bil vikar v Bovcu. Deloval je tudi kot vicepostulator v postopku za beatifikacijo Filipa Trčelja, duhovnika in mučenca. Leta 2021 je bil imenovan za vikarja v župniji Nova Gorica, leta 2022 pa za škofovega vikarja za EPK. V njegovem srcu so imeli posebno mesto mladi, ki jih je nagovarjal za Kristusa in očetnjavo po župnijah, na naši vipavski gimnaziji v Malem semenišču, v študentskih skupinah, pri skavtih in drugje. Mladi so ga imeli zelo radi, sprejeli so ga kot očeta in tudi brata, ker jim je znal pokazati pravo pot. Duhovnik Bogdan je bil obdarjen z močno intelektualnostjo, njemu lastno duhovnostjo, ki se je kazala predvsem v homilijah in drugih nagovorih,
Ko je govoril, je dajal upanje. Goreče je žarel sredi življenja in dogodkov, da bi vnel tudi druge za Kristusa in za socialno pravičnost in poštenost. Bogdan je znal povedati besedo, tisto pravo besedo, ki diši po božji modrosti v cerkvi, na javnih prostorih in tudi v medijih. Ni žalil, ni sramotil. Vedel je, da nagovarja Kristusove brate in sestre, ne glede, če to vejo ali pa ne. Zaradi Kristusa smo bili vsi zelo dragoceni. Duhovnik Bogdan je bil vedno poln idej, komaj smo mu sledili. Spletal je čudovite vezi tudi z goriškim nadškofom monsignorom Radelijem, njegovo nadškofijo, njenimi duhovniki in verniki, ter še dlje po Italiji in Sloveniji, pa tudi po Evropi. Bil je čudovit most povezovanja, preprosto imel je rad vse. Dragi Bogdan, kot tvoj škof ti nalagam poslednjo pokorščino ali dekret. Če si še mogoče na poti do nebes, enkrat boš gotovo tam. In ko boš, stopi pred poglavarja nebeških vojsk, nad angela Mihaela, znanilca moči in zmage Boga, nad angela Gabriela, prinašalca vesele novice, da je v Kristusu Bog z nami, nad angela Rafaela, prinašalca zdravja in rešitve, in vsem trem dopovej, pa tudi tistim angelom, katerih imena nam niso razodeta. Naj ne odlašajo, naj nam pridajo naproti, da bi presegli sebe, da bi zmogli in hoteli iti onkraj idejnih razlik in ideoloških prepirov. Bogdan, garal si za spravo v slovenskem narodu. Ne popusti. Prosi vse Božje moči, naj posredujejo pri Bogu za poseg, da bi Slovenci in Slovenke vendarle dosegli edinost in voljo za končno molitev, blagoslov in cerkveni pogreb umorjenih na našem ozemlju med in po drugi svetovni vojni. Bogdan, to je bil tvoj življenjski projekt. Vztrajno si nas prepričeval, da so tudi rajni vredni dostojnega groba, saj vendarle so ljudje. Bil si trmast. Sedaj ne popusti v večnosti in prepričani smo, da ti bodo nebesa prisluhnila. Dragi sobrati in prijatelj Bogdan, iz srca hvala, da si bil dober duhovnik, podoben apostolu Pavlu. Hvala, da si govoril za Kristusa in ljudi. Hvala, da si nas učil, da je trpljenje lahko celo projekt za nove zgodbe, ki pišejo nova poglavja o Kristusovem sestopanju med nas. Hvala, da si učil večnost na župniji tukaj v Novi Gorici, do konca si bil med ljudmi in za ljudi. Hvala, da si nam pričeval, kako biti duhovnik z srcem in dušo in na koncu tudi z ranjenim telesom. Želimo ti aktivno večnost, da boš tudi tam delal za nas, našo cerkev, dobre in zdrave družine, nove duhovne poklice za naš razdeljen narod in ranjeni narod. Bratoma Juriju in Petru ter sestri Martini z družinami ter ostalim sorodnikom v imenu duhovnikov, škofa Jurija, v svojem imenu in v imenu goriškega nadškofa izrekam sočutno bližino ob smrti vašega in našega Bogdana. Hvala tebi, župnik Milan, tvojim pomočnikom in vsem tihim, skromnim, a vedno zvestim prijateljem, ki ste v dobroti, pomoči in molitvi bili pomočniki sobratu in duhovniku Bogdanu. Hvala vodstvu in osebi od doma bolnišnice v Šempetru za medicinsko pomoč pri lajšanju bolezni. V smislu sporočila pravkar slišanega evangelija ste vse, kar ste storili duhovniku Bogdanu, storili tudi Kristusu. Spoštovani vsi žalostni, molimo in se zahvaljujmo Bogu, da nam je dal dobrega duhovnika Bogdana. To je dar, to je milost, to je pomoč, da nadaljujemo svoj boj za vero in krone pravico v nebesih. Mati Marija, kraljica duhovnikov, prosi Jezusa, naj bo usmiljen do duhovnika Bogdana v svoji sodbi. Dragi naš sobrat, duhovnik Bogdan, hvala ti.
Bratje in sestre, prosimo nebeškega Očeta, ki je svojega Sina budil od mrtvih za zveličanje živih in mrtvih. Prosimo za rajnega duhovnika Bogdana, ki je nekoč pri svetem krstu prijel začetek večnega življenja. Podelimo večno prebivališče med svetniki. Prosimo za rajnega duhovnika Bogdana, ki je užival Kristusovo telo, kruh večnega življenja. Gospod, obudi ga poslednji dan. Prosimo za naše rajne sorodnike in dobrotnike. Gospod, podeli jim za njihov trud večno plačilo. Prosimo za vse, ki so zaspali v upanju na vstajenje. Gospod, dobrohotno jih spremi k luči svoje slave. Prosimo za vse naše brate in sestre, ki so tukaj zbrani v trdni veri, upanju v večno življenje. Gospod, zberi nas vse v svoje slavno kraljestvo. Molimo, nebeški Oče, naj naša molitev koristi pokojnim, očisti jih vseh grehov in kazni, zanje ter jim daj delež večnega odrešenja po Kristusu našemu Gospodu. Molite, bratje in sestre, da Bog Vsemogočni Oče sprejme našo skupno daritev. Gospod naš Bog, na dan pogreba obhajamo spravno daritev za našega brata duhovnika Bogdana,
Skaži mu svojo dobroto, usmiljenemu odpusti krivdo človeške slabosti in ga očisti madežev greha po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami. Kviško srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res spodoben je pravično, primerno in zveličavno, da se te vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod, sveti Oče, vsemogočni, večni Bog. Zaradi greha moramo umreti, vendar nas tvoja očetovska dobrota zopet oživlja s Kristusom, ki nas je odrešil svojo zmago nad smrtjo. Zato te združeni z angeli v nebesih na zemlji vedno slavimo in tvojemu veličastvu nenehno pojemo. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vira.
Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in stajenja. Darujemo Ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se Ti, da smemo biti tu pred Teboj in Ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se Gospod svoje cerkve, razširjene po vsem svetu. Spopolni jo v ljubezni skupaj s našim papežem Leon, našim škofom Petrom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se našega brata, duhovnika Bogdana, ki si ga danes z tega sveta poklical k sebi. S krstom in zmašniškim posvečenjem si ga pridružil svojemu sinu njegove smrti, naj z njim tudi vstane v večno življenje. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v Tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali Tvoje obličje. Prosimo Te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju, skupaj z Božjo Materjo, Devico Marijo, z njenim ženinom svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v Tvoji ljubezni, in Te bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in Kristusu, Tebi vsemogočnemu Bogu Očitu, v občinstvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse vike vekov. Naš odrešnik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas Reši na vsega hudega vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dni, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, Ti sprejemaš naše rajne v srečo večnega življenja. Ne glede na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodo, mir bodi vedno z vami. In s tvojim duhom. Podajmo
Dajmo se roke, znamenje miru in sprave. Glejte Jezusa, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Kdor bo z ljubezni užival ta kruh, tudi ko bo umrl, bo živel vekomaj. Za
razpirajo dlani. Hvalico pojem Bogu, na strune svojih glist. Pojte z menoj Gospodu in ga slavite vsi. Mesec na strehi zemlje, zvezdami se igra. Kaplje dežja kot solze molijo stvarnika. Hvalico pojem Bogu, na strune svojih glist. Pojte z menoj Gospodu in ga slavite vsi. Hvalico pojem Bogu, na strune svojih glist. Zapojte z nami in ga slavite vsi. Molimo. Vsemogočni Bog, našega brata duhovnika Bogdana, si danes poklical k sebi. Po tej daritvi ga očisti grehov, da bo dosegel stajenje in večno veselje. Po Kristusu našem Gospodu. Pred poslednjim priporočanjem in slovesom od pokojnega Bogdana se vsem zahvaljujem, da ste prišli. Obema zboroma tukaj iz Nove Gorice in iz Cola, otroškemu zboru, vam duhovnikom in bratje in sestre. Kljub vsemu bomo poslušali par poslovilnih besed, da na nek način zaokrožimo Bogdanovo življenje. Kar sedite. Najprej predstavnik župnije Col, od kjer Bogdan izhaja. Dragi Bogdan, ob tvojem slovesu od tuzemnega življenja bi ti rad v imenu sosedov, vaščanov in mnogih tvojih prijateljev oziroma vseh župljanov Colske župnije izrekel še nekaj besed. Predvsem besede zahvale in ponosa, da nam je bilo dano del svojega življenja preživeti ob tebi. Hvala, da si se ob mnogih colskih fantih tudi ti odločil za duhovniški poklic in sprejel Božjo voljo. Z nesebično in pokončno držo duhovnika si deloval po mnogih krajih naše domovine, pa tudi zunaj nje. Svojimi talenti, odličnim poznavanjem krščanske zgodovine si nam odpiral svet naše in svetovne preteklosti. V sedanjem težkem času pa si skleno in neustrašno besedo znal opozarjati tudi na napake in stran poti današnje družbe. Čeprav te je tvoja duhovna pot vodila po mnogih krajih naše domovine in tudi tujine, si se vedno rad vračal domov na Col, v rodno Orešje in nam posredoval marsikatero spoznanje in doživetje. Neprecenljivo je tvoje delo z mladimi in želja po romanju. Tako si opravil tudi mnogo romarskih pešpoti, peš prehodil celotno sveto deželo. Ob poznavanju zgodovinske preteklosti pa si načrtoval in bil pobudnik še kakšne poti, po kateri so prihajali v času pokristjanjevanja mnogi veliki možje vire in prihajali tudi čez naše kraje. Na koncu svojega doživeti polnega življenja si pretrpel še preizkušnjo bolezni, ki si jo sprejel kot del svoje daritve Bogu. Po zgledu svetega Leopolda Mandiča si veroval, da je Bog zdravnik in zdravilo. V jubilejnem svetem letu te je Bog Oče sprejel v svojo hišo kot zvestega sina
Pridružil si se v večni domovini svojim staršem in mnohim prijateljem in znancem, ki že uživajo večnost. Med njimi je prav gotovo tudi tvoj izbrani novomašni govornik, velik človek, gospod Otmar Černilohar, ki je svoj nagovor v pridihi na tvoj novi maši zaključil z besedami iz Simeonove pesnitve. Zdaj odpušča svojega služabnika, kajti moje oči so videle rešitev. Po imenu otcovskih faranov izrekam globoko sožalje vsem tvojim svojcem, duhovnikom, prijateljem in vsem, ki so te poznali, spoštovali in cenili. Bohdan, še enkrat ti hvala za vse, kar si naredil za dobrobit vseh ljudi, za krščansko vero, za našo domovino Slovenijo, ki si jo tako ljubil. Verujemo, da nas tudi sedaj spremljaš in nam deliš svoj blagoslov iz nebes. Pogrešali te bomo in ohranili v lepem in trajnem spominu. V imenu vseh skavtov bo prebral gospod Anton. Na današnji dan, 29. septembra lani, je bila nedelja. V tej cerkvi smo imeli skavtsko sveto mašo in popoldne prehode ob začetku skavtskega leta na Sveti Katarini. Tam smo jazbeci, takrat še novo ustanovljena bratovščina odraslih skavtov, ki jo je zbral in oblikoval naš Bogdan, izrekli skavtske obljube. Ko smo se na terasi župnišča pripravljali na slovesni dogodek, nam je Bogdan rekel: če bom jaz drugo leto umrl, bo moj pogreb največja prireditev katoliške cerkve v okviru Evropske prestolnice kulture. Danes na obletnico te izjave se res odvija, kar je napovedal. V Novi Gorici, v župniji Kristusa odrešenika, obhajamo slovesno pogrebno bogoslužje, ki je hkrati kulturni dogodek. Saj je Bogdan za vsem, kar je delal in razmišljal, celo s svojo boleznijo in umiranjem, pričeval za kulturo in izročilo svetega. Mladim skavtom je naročil, naj se ob njegovi smrti zberejo in praznujejo življenje. In glejte, zbrali smo se, mladi in stari, da ob njegovem mrtvem telesu praznujemo kulturo neumrljivega duha. Bogdanovo skavtsko ime je bilo Dobrohotni Medo. Odrasli skavti iz Bovca, buški Hamsi, ki jih je vodil, preden je prišel k nam, pripovedujejo: z nami je romal, hodil peš po sveti deželi, z nami je pel, nas polnil z duhovnimi premišljevanji, seznanjal nas je z zgodovinskimi in političnimi dejstvi, opisoval nam je različne običaje in nas tudi rad pogostil. Mlade novogoriške skavte je za obredjem paskalne večerje uvajal v simbole predkrščanskega izročila, ki ga je Kristus dopolnil s sveto Evharistijo. Vabil in vključeval je tudi skavte iz zamejstva. Prihajal je na tabore, govoril mladim o resnih zgodovinskih in družbenih vprašanjih, nikoli ni pristajal na koncept prikrivanja resnice, a jih je hkrati opogumljal z upanjem v Božjo milost. Zapomnili si ga bodo potem, da je vedno za vsakogar našel pravo besedo in da je bil popolnoma predan svojemu poklicu. Ljubil je gore, planine, gozdove, bil je pravi skavt. Ob 30. obletnici samostojne Slovenije je z buškimi gamsi na planini Berebica ob pogledu na Triglav obhajal sveto mašo in s tem obeležil še svojih 30 let posvečenega življenja. O vzponu na Berebico je sanjal tudi v času, ko je bil že zelo bolan.
V začetku letošnjega avgusta je pisal Aleksandri, naši voditeljici Jazbecev: želim si iti na planino Berebica in tam prespati noč v šotoru. Legel bi rad na šotorsko krilo, gledal na cestne in nebo. In da vidiš ti, viš, tu so moje želje. Imam, da vidiš ti, še veliko večje. Jih bom razodel, če uresničimo te in če bom še živ. Bil je prešibak, da bi to zmogel. Nič hudega, dragi Bogdan, kaj ti povspel si še veliko više, zdaj, ko si odrešen bolnega telesa. Končno si ozdravel in gotovo že zreš v še globlje in še bolj široko nebo, kot je tisto nad planino Berebica. Mi, tvoji bratje, pa se veselimo, da bomo v to lepoto nekoč lahko zrli skupaj s tabo. Na nek način v imenu vseh šolnikov, predvsem pa Škofijske gimnazije, gospod Gabriel. Vest o zemeljskem slovesu gospoda Bogdana je pretresla tudi skupnost Škofijske gimnazije Vipava in, kot je rekel gospod župnik, vseh pedagogov, posebej tukaj z Goriške, ki smo ga dobro poznali. Naši veliki družini se je Bogdan pridružil leta 2002, potem je opravljal službo svetovalnega delavca, pa tudi duhovnega vodja na gimnaziji in v malem semenišču. Gospod Bogdan je bil naš sodelavec in profesor, predvsem pa prijatelj, duhovnik vsakomur in spremljevalec na najrazličnejših poteh, tako našim zaposlenim kot dijakom. Dragi Bogdan, ko sem se vrnil na našo gimnazijo v drugačni vlogi, sem večkrat povedal, da sem si za svojega pedagoškega vzornika vzel prav vas. Svojo odprtostjo, z nasmeškom in tistimi iskrivimi očmi, ki smo jih vsi poznali, ki so kukale izza vedno nekoliko drsečih očal, ste vedno znali dati priložnost za to, da smo dijaki izrazili svoje mnenje. Vedno ste opozorili napake v našem razmišljanju, vendar vedno pustili prostor za odprto debato in se najraje usedli in poslušali, kako se v mladostniški zaletavosti zaganjamo eden v drugega. Pustili ste celo, da smo se zaganjali v vas. Takrat seveda nismo opazili, da je v takem pedagoškem pristopu skrita vaša velika ponižnost ter želja, da svoje razmišljanje zbrusimo za takrat, ko ga bomo potrebovali v svojem odraslem življenju. Gospod Bogdan, našim dijakom ste bili duhovni oče, našim sodelavcem človek in prijatelj, vsem dober duhovnik in zvesti spremljevalec. Prav predstavljam si, na to sem prav včeraj, ko smo lezni na Nanos, večkrat pomislil, kako ste pred svetega Petra v trenutku svoje smrti privlekli težek nahrbtnik, kakršne ste sicer nosili, ko ste zahajali v hribe, težek nahrbtnik dobrih del tudi za našo Škofijsko gimnazijo. V imenu zaposlenih in nekdanjih dijakov naše Škofijske gimnazije vam kličem, Bog povrni. Nasvidenje v večnosti in naj vam bo lahka slovenska zemlja, ki ste jo tako ljubili. Poleg teh dveh področji, skavtstva in šolstva, je zagotovo Bogdana najbolj zaznamovalo duhovništvo. V imenu sošolcev, prijateljev in znancev mu bo izrekel besede gospod Matej. Vine. Bogdan, kmalu na začetku naše skupne bogoslovske poti, ki si se ji pridružil v drugem letniku, si ob eni priliki rekel, da te zelo navdihujejo makabejski bratje. Takrat si ravno prebiral to svetopisansko knjigo o boju za svobodo vere in o pravici izraelskega naroda
do obstoja in preživetja. Brez kakšnega posebnega razmisleka se te je ob tem prijel vzdevek Makabejc. Bogoslovjo si bil miren, zadržan, nisi rinil v spredje, od doma vajen trdnega dela tako z rokami kot z možgani. Po posvečenju v vojnih razmerah, ko smo morali do stolnice čez barikade in se vračati v konvoju čez Hrvaško, si začel duhovniško poslanstvo. Gotovo so te močno zaznamovala leta kaplanovanja tukaj v Novi Gorici, pri pronicljivem, široko razgledanem župniku Gašperju. Ta je sicer med kaplani veljal za strah in trepet, z njim pa sta se dobro ujela in je pomagal širiti tvoj pastoralni pogled tudi v smer, ki so jo v preteklosti hodili mnogi primorski duhovniki, ki so bili res očetje, učitelji in vzgojitelji svojega ljudstva. Verjetno te je tudi zato tako nagovarjal Terčelj, ki je bil eden v vrsti tistih, ki so poleg zapisanega v dekretu videli, kaj potrebuje slovenski živelj in ki je bil zato organizator, pesnik, govornik, ustanovitelj. Tisti nagajivi vzdevek Makabejc te je vedno bolj opisoval. Človek akcije, pogumen in odločen, samosvoj, mož trdne vere, pripravljen stopiti naprej in se izpostaviti. Kot makabejski bratje si začel in stopil v bitko na številnih družbenih in znotraj cerkvenih področjih. Nisi si dovolil, da bi te zamejil kakšen dekret, ampak si videl potrebo in si se na njo odzval. Ko sem te povabil na delovne tabore v Bosno in Hercegovino, si šel in s sabo pripeljal navdušil še svojega očeta. Bogdan, bil si velika faca, velik človek, velik duhovnik. Tabori v Bosni so bili s tabo prava pustolovščina, zaradi tvojega velikega srca, specialnega humorja. Bil si rojen za ustvarjanje pravega vzdušja v skupinah. Sem te pogrešal že v Bosni in te bom pogrešal tudi tu. Odpočij si v Abrahamovem naročju. Tako se je eden od udeležencev teh taborov odzval na novico o tvoji smrti in povedal, kdo si bil. Dodal bi še to, da je bilo užitek debatirati s tabo. Vse so bile tudi teme, ko nisva prišla skupaj, tudi v teh pa sem te občudoval in moral spoštovati tvojo pripravljenost, da utemeliš in da zagovarjaš svoj prav. In hkrati, da spoštljivo prisluhneš in sprejmeš drugačen pogled. Koliko tega manjka v naši družbi. In tukaj bo konec, se zaključuje druga knjiga Makabejcev. Bogdan, tukaj bo konec prologa. Tista prava zgodba se šele začenja. Počivaj v miru. Bogdanova življenjska zgodba se je končala tukaj v Novi Gorici, kjer se je ponovno vrnil. V imenu naše novogoriške župnije, gospa Vanda. Gospod Bogdan, poslavljamo se od vašega tuzemskega življenja, vi pa ste že v Božjem objemu v hiši našega očeta. Nam župljanom je težko, žalostni smo, čeprav se zavedamo, da se moramo veseliti vrnitve k nebeškemu očetu. Na začetku svoje duhovniške poti ste bil kaplan v tej župniji, mlad, poln energije in življenjskih moči. Tako smo vas takrat doživljali. Župnija je cvetela, polna cerkev nedeljnikov, veliko svetih krstov, birm, poroke so se vrstile ena za drugo. Vse je lepo teklo. Kakšen je ta naš kaplan? Vesel, delaven, prijazen.
Kaj več si o vas nismo prizadevali izvedeti. Vsak je imel svoje delo in skrbi. Župnija je delovala na polno. Vaša pot vas je iz Nove Gorice vodila v različne kraje z različnimi nalogami. Nazadnje ste se vrnili v našo župnijo, starejši, zrelejši, z veliko izkušnjami in preizkušnjami. Tudi mi, župljani, smo v teh letih postali bolj zreli. Opazili smo velike spremembe v cerkvi, ki ni več polna in ni več mlada. Kaj storiti? Gospod Bogdan, kljub vaši ponižnosti in skromnosti v cerkveni hierarhiji, ste nam kazal, kaj pomeni biti del občestva. Rešitev ni stokanje in nemoč ob hudih spremembah v družbi, ampak delo in pogum vseh članov skupnosti, vsak po svojih najboljših močeh. Občudujem vaš pogum in delovanje v vašem zadnjem projektu civilizacijskega pokopa žrtev komunističnega nasilja. Vaš pogum pri iskanju pravice in resnice naj nam postane zgled delovanja naše skupnosti. Gospod Bogdan, hvala vam za vse dobro, ki smo ga prejeli od vas. Bodite naš priprošnik pri Bogu. Počivajte v miru. Hvala vsem petim. Orisali smo Bogdanovo življenjsko pot, ki ni bila samo v Sloveniji, ampak tudi preko meje. In hvala gospodu nadškofu iz Gorice, da je tukaj z nami. Grazie al arcivescovo, sua eccellenza dalla Gorizia. Prego per la sua parola. Dragi gospod Bogdan, medtem ko obhajamo tvojo pogrebno slovesnost in molimo zate, se ti želim zahvaliti v imenu Goriške cerkve za tvoje velikodušno razdavljanje v vlogi škofovega vikarja za Novo Gorico in Gorico, evropsko mesto kulture. Hvala za tvojo pripravljenost, tvojo prisrčnost, tvojo vedrino, tvojo sposobnost graditi odnose in še zlasti hvala tvojemu zaupanju, zaradi katerega smo lahko uresničili z veliko podvigov med obema cerkvama, na meji smo bili pričevalci miru. Sedaj nas spremljali iz nebesa svojo molitvijo, da bomo lahko nadaljevali na poti bratske povezanosti in pričevanja za evangelij. Dai govorisco italiano. Caro Don Milan, ricordiamoci quanto ci diceva l'ultima volta che ci siamo incontrati con Don Bogdan, cioè ci ha chiesto l'impegno di celebrare a Salcano un incontro di tutte le chiese che nel Goriziano sono nate proprio da quella pietra. Bom krajše povedal, ne? Zadnjič, ko sta se in ko smo se pogovarjali, ena od želja je tudi, da je naša prafara, solkanska prafara, stičišče tistega, kjer bi se vse župnije, ki so tam išle oziroma srečale. Zato imamo tudi pred krsto in tukaj solkansko oljenko. Mal po svoje, ampak misel je tak. Grazie. Hvala. Hvala vsem, sledi še posebno priporočanje, potem pa kot rečeno, gre križ, sveče, skavti, duhovniki do avta in na cel. Kdor ne gre na cel, povabljen, da ostane tukaj. Bratje in sestre, zaupno smo molili za našega brata, duhovnika Bogdana. Sedaj se od njega poslovimo. Ne moremo se izogniti žalosti ob odločitvi, vendar nas poživlja tolažba upanja, da se bomo spet srečali z njim v nebeški domovini. Pridite na pomoč, svetniki Božji.
Dobri oče, priporočamo ti rajnega duhovnika Bogdana v trdnem upanju, da bo z vsemi, ki so v Kristusu umrli, vstal poslednji dan. Zahvaljujemo se ti za vse darove, s katerimi si ga v tem življenju obdaril. Bili so nam znamenje tvoje dobrote in občestva sveti v Kristusu. Milostno usliši naše prošnje in mu odpri rajska vrata, nas potolaži z upanjem vere po Kristusu našem Gospodu. Nebesa naj te spremijo angeli, ob tvojem prihodu naj te sprejmejo mučenci in prevedejo naj te v sveto mesto Jeruzalem. Zbor angelov naj te sprejme in z Lazarjem nekdaj ubogim, uživaj večni pokoj. Pojdimo v Kristusovem miru in v upanju na dokončno strinjanje pri Bogu pospremimo pokojnega Bogdana v grobu. Gospod, dajmo večji mir in pokoj in naj počiva v miru. Amen. Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Prepričan sem, da tudi našega brata Bogdana najboljše označimo, če rečemo, da je bil vzgojitelj. V najbolj iskrenem in pristnem pomenu te besede. Vse njegovo delo in vsa njegova prizadevanja so bila usmerjena v vzgojo in izpopolnjevanje posameznika in različnih skupnosti ter celotne družbe, v dozorevanju posameznega vernika in župnije, škofije in celotne cerkve. Vzgojitelj pa velikokrat ostaja brez uspeha in brez plačila za svoj trud. In judovski rabini ga tolažijo takole: dan je kratek in dela je veliko. Delavci so utrujeni, plačilo pa je veliko in mojster priganja. In zraven tega je znana judovska zgodba, pravi tako. Se kar prilega Bogdanu, njegovemu načinu dela. Kralj je imel jamo, ki je bila tako globoka, da ni bilo videti dna. Rekel je svojemu služabniku: najemi delavce in napolni jamo. Storil je tako. Med delavci pa je bilo nekaj bedakov, ki so začeli gledati v jamo in govoriti, kdaj bomo to napolnili. Tisti, ki so bili pametni, pa so jim odgovorili:
kaj jim nam mar. Najel nas je za dnevno plačo in mi smo zadovoljni, da imamo delo. Tako predano in velikodušno je delal tudi naš brat Bogdan. Sadov svojega dela pogosto ni ne videl, ne dočakal. Pa zaradi tega nikoli ni bil ne užaljen, ne potrt, niti manj. Veselo je gledal v svojo in v našo skupno prihodnost in se ravnal po besedah apostola. Pozabljam, kar je za menoj, in se stegujem za tem, kar je pred menoj. Dragi naš Bogdan, hvala ti za tvoj pristop in tvoj zgled. Gospod naj ti povrne vse dobro in plemenito, za kar si med nami živel in kar si med nami oznanjal. Gospod, daj mu večni pokoj in večno naj mu sveti. Naj počiva v miru. Amen. Brati in sestre, Bog, naš Oče, zahvaljujemo se ti za dar življenja pokojnega duhovnika Bogdana. Radostni smo, ker je od nas odšel, to nas spremlja, nas tudi upanje, da živi pri tebi. Tem upanju se ti zahvaljujemo in vzklikamo, hvala ti, Gospod. Hvala ti, Gospod. Za njegovo duhovniško življenje, v katerem je iskal tvojo voljo in si prizadeval, da bi razodeval tvojo dobroto in usmiljenje. Hvala ti, Gospod. Za vse njegove besede, s katerimi je vlival upanje ljudem, jih utrjeval v veri in jim oznanjal tvojo ljubezen. Hvala ti, Gospod. Za vse daritve svete maše, pri katerih nam je delil kruh večnega življenja. Hvala ti, Gospod. Za vse podeljene milosti, ki si nam jih po njegovih rokah podaril pri obhajanju zakramentov. Hvala ti, Gospod. Za njegovo razpoložljivost, s katero se je razdajal v službi duhovništva. Hvala ti, Gospod. Z vodo in svetim duhom si bil krščen, z mašniškim posvečenjem sprejet v službo oznanjevalca Evangelija, naj te Gospod pridruži občestvu svetih. Pridite na pomoč svetniki Božji, pridite naproti angeli Gospodovi, sprejmite njegovo dušo, nesite ga pred obličje najvišjega, naj te sprejme Kristus, ki te je poklical, in naročje Abrahamovo naj te sprejmijo angeli. Sprejmite njegovo dušo, nesite jo pred obličje najvišjega. Gospod, daj mu večni pokoj In večna noč naj mu sveti. Naj počiva v miru. Amen. Molimo. Predobri Oče, priporočamo ti rajnega duhovnika Bogdana, trdnem upanju, da bo z vsemi, ki so v Kristusu umrli, ustal poslednji dan. Zahvaljujemo se ti za vse darove, s katerimi si ga v tem življenju obdaril. Bili so nam znamenje tvoje dobrote in občestva svetim v Kristusu. Milostno usliši naše prošnje in mu otvori rajska vrata, nas pa potolaži z upanjem vire po Kristusu našem Gospodu. Amen. Blagoslovljen bodi ta grob v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod Jezus Kristus, ti si 3 dni počival v grobu in s tem posvetil grobove vseh, ki vate vidijo. Prosimo te za telo pokojnega duhovnika Bogdana, v grobu naj počiva mirno. Ti sam, ki si vstal in živiš, ga obudi, da bo gledal večno luč v nebesih, ker živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Telo duhovnika Bogdana izročamo zemlji v trdnem upanju, da ga bo Kristus, ki je prvi vstal od mrtvih,
preustvaril in oživil, da bo podobno njegovemu poveličanemu telesu. Z nebeško roso naj orosi tvojo dušo, Bog hoče in Sin in Sveti Duh. Gospod, ti si ga ustvaril za svetišče Svetega Duha, si ga posvetil, sprejmi ga v večno življenje po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Dragi brati in sestre, priporočimo pokojnega duhovnika Bogdana Gospodu Jezusu Kristusu in prosimo, da ga sprejme v svoje kraljestvo. Da bi njegovo duhovniško življenje obrodilo bogate sadove za celotno cerkev. Prosimo te, usliši nas. Da bi se njegovo delo za rast Božjega kraljestva z našo pomočjo nadaljevalo. Prosimo te, usliši nas. Odpusti mu grehe ter dopolni nas zdravi, kar je bilo pomanjkljivo v njegovem življenju. Prosimo te, usliši nas. Naj bo njegovo duhovniško življenje spodbuda za rast duhovnih poklicev v našem narodu. Prosimo te, usliši nas. Prosimo tudi za njegove domače, starše, brate, sestre, sorodnike in naše župnijsko občestvo, da bi živeli v upanju, da se bomo z njim ponovno srečali v nebesih. Prosimo te, usliši nas. Prosimo za vse duhovnike, ki so delovali v naši župniji in so že odšli v večnost. Gospod bodi in bogat plačnik. Prosimo te, usliši nas. Molimo, brate in sestre, za rajnega duhovnika Bogdana, pa tudi za vse, ki počivajo v tem pokopališču in za vse rajne, Gospodovo molitev. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, tako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Nebeški Oče, z ustajenjem svojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, si premagal smrt in nam podaril novo življenje. Zaupamo tvoji besedi in te prosimo, daj pokojnemu duhovniku Bogdanu, ki nam je delil kruh večnega življenja, delež pri nebeški gostiji, po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Gospod, daj mu večni pokoj in večno držanje sveti. Naj počiva v miru. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.